Živjo, ultu, vsi me poznate iz slova na Izije, ne? No, danes pa ne bomo imeli slove, danes bomo imeli samo na Iziji. Kje boste 11. julija? A boste bili na morju v tujini? Mogoče boste, ne vem, bili na potovanju v tujini? A boste službeno odsotni v tujini? No, zakaj me zanima prav za 11. julija? Zato, ker takrat, pač, boste vi odrasli odločili o tem, ali bo takle bazenček še edino, kjer se bomo lahko kopali. Ja, prav ste razumeli. Takrat bo referendum o vodah, ker boste že spet vi odrasli odločili, a bomo lahko mi, Slovenci, mi vsi, torej jaz, moji otroki, moji vnuki, naši vnuki, vsi lahko dostopali do slovenskih voda, ali se bomo lahko kopali sam še v takih bazenčkih. Zakaj me je zanimalo, če boste 11. julija v tujini? Zato, ker pač, če boste iz kakršnega koli razloga v tujini v času pač referenduma, še vedno lahko oddate svoj glas. In to čist na easy. Možnosti sta dve. Ena je, da oddate glasovnico na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, kar je pač precej zapleteno, ker jih morate iskati in tako naprej. Vsi pa greste sigurno v tujini mimo nekega poštnega nabiralnika ali pošte. Torej, se pravi, oddaja po pošti je dosti bolj preprosta. Štuki po oddaji na pošti in po pošti imate pa dve možnosti. Ena je, da vam pošljajo iz Slovenije gradivo na vaš naslov v tujini, kar je svet precej zapleten, ker mogoče boste pa na potovanju ali pa ne veste točno, kje boste in na katerem naslovu ali pa kaj tako naprej. Zato je ta druga opcija, ki pa danes vam hočem predstaviti, najlažja. Gradivo lahko odnesete že iz Slovenije s seboj na e-upravo do 25. junija. Pazite, to je zelo pomemben dan, samo še 5 dni je časa. Oddate vlogo za prevzem gradiva, za osebno vročitvijo, oziroma pač za glasovanje po pošti iz tujine. Pač kako se to izpolni, bom potem v nadaljevanju tega filmčka cel posnetek od prvega do zadnjega klika, in je pač, vam bo takoj vse jasno, Najpomembnejše pa, da vse predelčke, kjer je zahtevan naslov v tujini, upišete osebna vročitev. Iz Državne volilne komisije vas potem obvestijo ponavadi v roku 2 dni, kje in kdaj lahko prevzamete torej in glasovnico in ovojnico, v kateri boste to glasovnico potem poslali v Slovenijo. Še en datum je zelo pomemben. Oddati morate pošto ali na poštni nabiralnik ali na pošti najkasneje do 11. julija. 11. julija mora biti žig iz tujine. Pošta mora obvezno biti pač v tujini, oddana v tujini, ker je ta žig tisti, ki dokazuje, da ste res v tujini bili. Zato pa, če recimo, ne vem, iz sobote na nedeljo, pač kar v tem primeru je, verjetno pošta ne bo delala in vam ne bojo mogli pač dati že žiga, da je bilo oddano 11. Zato pošto oddajte prej, lahko 9. julija, lahko pa že pred tem. Pač pomembno je torej, da oddate pred časom v tujini na pošto ali v nabiralnik. Vse, kar bo pač to še stalo, je to, da si kupite ali znamko ali pa plačate na pošti stroške poštnine. Torej, 9. julij je kar zadnji dan, ko morate pač oddati pošto. Še to moram povedati, ker verjetno koga zanima. Vlogo lahko oddate pač, oziroma lahko oddate za več ljudi, Samo njihove podatke morate imeti, to se pravi ime, priimek, EMŠO, naslov. Medtem ko pač prevzeti glasovnice pa mora vsak svojo, ker je to pač identifikacija, To je isto, kot bi že tam na listu Mejca pač glasovala, Torej, oddate lahko za druge, ampak vsak pa mora prevzeti v Sloveniji pač zase svoje gradivo. To je to, pejte na referendum, volite pametno, da obvarujete naše vode. Evo, zdaj pa ta video, ki sem vam ga prej obljubil. Torej, najprej v Google napišemo za pitno vodo in kliknemo na iskanje Google. Se nam poiščemo referendum za pitno vodo, črtica referendum in peticija za pitno 3 pikce. Kliknemo na kako glasujemo na referendumu. Malo dol povlečemo in najdemo 3. točko. Glasovanje za tiste, ki boste pač v tujini, po pošti ali na DKP.
Kliknete in vam povleče spletno stran dol. Se vam to takole pokaže. Glasovanje za tiste, ki boste v tujini po pošti. Kliknemo na zelen gumb ta desen, oddaja vloge brez digitalnega potrdila. Se nam odpre ta spletna stran in kliknemo na moder gumb oddajte vlogo. Tukaj pa izpolnite vlogo. Na dan glasovanja bom izberete v tujini, za naš primer v tujini. Stalno prebivališče imam prijavljeno, za naš primer v Sloveniji. Potem kliknete na moder gumb potrdite. Potem izberete način glasovanja, za naš primer bomo izbrali po pošti iz tujine. In potem se vam odpre naslov za prejem volilnega gradiva. Izberete državo, v kateri boste bili seveda. V tem primeru bomo dali Grčijo. In potem na ulico napišete osebna vročitev. Na hišno številko pišete osebna vročitev. Naselje osebna vročitev. Občina osebno, poštna številka osebno, pošta osebno, naselje osebno. Potem čisto na dnu spletne strani imamo še podatke volivca. Tukaj med podatki imamo ime, ki je obvezno, priimek, ki je obvezen, EMŠO, ki je obvezen oziroma enotna matična številka, in potem imamo številko telefona ali elektronski naslov. Pri teh dveh lahko izberete ali elektronski naslov ali številko telefona, lahko pa date obe. Potem kliknete na modri gumb nadaljujte. In potem se vam odpre ta spletna stran, kjer lahko pregledate vlogo, če ste vse pravilno vpisali. Kliknete na modri tekst obrazec in se vam naloži PDF dokument, ki ga lahko odprete tudi v Google Chrome aplikaciji in potem se vam takole pokaže z vsemi podatki, ki ste jih vpisali. Kliknete na nadaljujete in nato se vam odpre spletna stran, kjer vam piše, vloga je bila uspešno oddana. Če imate še kakršnokoli vprašanje, na katerega še nisem ponudil odgovora, ali pa če želite preveriti navedeno, potem lahko pokličete tudi na sedež vaše volilne komisije. Mogoče pa takega primera sploh še niso imeli, ne? Kar je v bistvu zelo zaskrbljujoče. Zato je mogoče bolje, da pokličete celo kar na Državno volilno komisijo. Še njihov naslov, Državna volilna komisija, Slovenska 54 000 Ljubljana, telefonska številka 01 4322 002. Glavno, to je to za ta filmček, zdaj pa pejte na referendum, glasujte iz tujine, glasujte iz kjerkoli proti, ker vode ne damo.